Živlok. Ta teden, ki je za mano bil en najbolj pestrih tednov v mojem life. Dogajalo se mi je ful enih stvari. Mogoče začnem pa sam najbolj pomembni. To, da je imel moj najstarejši sin oziroma moj prvorojenec maturantski ples. Vmes sem bil v Parizu, pa konec tedna sem si kupil nov avto, sicer smo ga prvega Mercedesa. Pejmo, to je tak weekly update, kaj se mi je dogajalo ta teden. Najprej moja čarobna špica, pol pa akcija, začnemo pa s Žanovim maturantskim plesom. Are you listening? You crazy mother. Zdaj, če bi kjerkoli starša vprašal, kaj je najbolj pomemben del odraščanja njegovih otrok, bi rekel po krajšem premisleku sigurno matura in pa maturantski ples. Prestop v odraslo dobo. In to se je zgodilo mojemu Žanu, mojemu prvorojencu, prijatelju, sinu, vsemu. In ful sem ponosen, toliko sem ponosen, da sem si zapisal par vrstic, ker jih moram, mislim, da prebrati bolj, kot gre povedati direktno v kamero, ker tih misli preveč in sem jih lahko v bistvu samo takole zbral. V zadnji pa naj teče B-roll iz tega dogodka, kakšna slika najina iz ne to pol pretekle zgodovine. Žan, od nekdaj v tebi občutujem modrost starega modreca. In tudi zato smo ti vsi bližnji velikokrat rekli mali mož. V tebi živi izjemno stara in umirjena duša. Si človek z vsemi elementi popolnosti in zrelosti, ki so ti bile kar enostavno dane ali pa prirojene. Spoštujem te zaradi vsega, kar si dal svojemu najbližjemu, torej svojemu bratu, mlajšemu. Zaradi velike ravni človečnosti, ki jo kažeš do vseh, ki smo okoli tebe. Zaradi uglajenosti, ki te dela tako zelo velikega. Zame osebno si maturiral skozi neravno lahko življenje in otroštvo. Postal si resnično oseba, za katero mi je čas, da ji lahko rečem, da je moj sin. Želim ti za prihodnost, da bi izkoristil vse svoje ogromne talente in jih oblikoval v skupek lastnosti, ki te bo delalo uspešnega tudi karierno. Imaš namreč toliko enih talentov, Žan. Neverjeten posluh, talent za estetiko ter občutek za trende. Verjamem pa tudi, da imaš možnost, da vidiš določene rešitve prej, kot jih vidijo drugi. Tako da si v toliko elementih nadpovprečen, da enostavno želim in vem, da boš zmogel izkoristiti v svoj potencial. Vem, da zavedam se, da bo življenje v naslednjih letih tvoje življenje izjemno pestro. Zato upam na nek način, da bo našli način, da shranva to vez, ki jo imamo. Se mi zdi, da je dobra. Da mi boš na nek način dovolil, da se učim od tebe, pa da boš daj tudi kaj slišal, kako stvar, ki se ti bo mogoče usedla. Čez življenje sem jaz veliko napak počel in nekako, tako kot vsi starši, želim tudi jaz, da se bi mogoče vsaj nekaj lahko na mojih napakah naučil. Predvsem pametne stvari, ne od mene odnašati neumnih. Tako da, en velik objem, tvoj fotor. Da star, želim ti vse naj. Tako, to je prvi del vloga. Zdaj gremo pa spet na one zabavne metro lifestyle vsebine, kar pomeni, da potujte z mano v Pariz. Živijo vsem skupaj. Tokrat danes iz Pariza, iz ene mednarodne predstavitve in sicer predstavitve Honorja. To je ona blagovna znamka, katera kar kul pa dostopne telefone. Predstavljali bojo pa v bistvu prvi pameten telefon leta, ki je tako malo zatresel sceno, pa malo nakazal trende za prihodnost. Tako da ostanite z mano, malo bom posnel, malo bom povedal, pa vam bom pokazal malo še Pariz. Tako da to je to za danes. Vidimo. After the presentation, you will have a gift, a new phone. Okay. So please come back to this desk with this phone completed, okay. and we will give you the gift. Okay, thank you. Tako, evo mene, jaz sem prišel na predstavitev, zdaj pa zgleda tudi, da je ful enega folka, po mojem, da se čestavšel tukaj. Zdaj sem se ščekiral glihkar, dolgo je par obrazcev in decit, ampak vmes sem pa zgubil svoje kolege, tako da grem poiskati, kje je folk.
No, tako pa izgledajo ljudje, ko iščejo signal. Vsak gleda na svojo stran in išče signal od telefona. Smo pa na dogodku oziroma na globalni predstavitvi Honorja View 20. Telefon, ki prinaša precej novih reči, med drugim precej posebno oblikovan ekran. To je njegova največja posebnost, namreč na mestu izganoča zareze je samo ena mehna lukenca. Tako da gremo zdaj v bistvu noter počasi pogledati, kaj se dogaja, pa ga bom pa prijel v roke, pa vam ga na hitrco pokazal. Honor my world. Honor our world. Tako, zdaj sem pa na intervjuju. Thank you. So we have confidence. I mean, the 2019 for Honor is also another fruitful year. Ko jaz bežim zdaj iz tega intervjuja, hitro sem pogledal telefone, namreč intervju se je ful zavlekel, kar pomeni, da bom zamudil avtobus. In če zamudim avtobus, pa moram iti peš do hotela, oziroma s taksijem, kar je čista katastrofa. Tako da jaz bom zdaj šel sam pogledat, posnamem, primem v roko, rečem, to je to. That's it, sorry. Tako to je. Evo ga, tukaj. Tukaj je telefonček, nov Huawei View 20. Čist na hitrco njegova največja posebnost je tole, da ima lukenco na ekranu, kar pomeni, da ni več tistega nadležnega noča, da ima 48 megapikselsko kamero, Sonyjev senzorju, prvič uporabljeno pametnemu telefonu, ki naj bi dali izjemne fotorezultate, 4000 mAh baterijo, tako kot večji brat Mate 20, itak s hitrim chargingom, pa kup enih sladkočkov, ki bom predstavil bolj podrobno. Zelo malo. Tretji pomemben dogodek tega tedna je pa to, da izpolnjujemo obljubo, ki sem jo dal že pred časom, da se z avtomobilistično vsebino v svojih vlogih ne bom ukvarjal na tak klasičen način, ampak bom probal v bistvu vam predstavljati buying and owning experience, kar pomeni, da bo kar nekaj teh avtomobilov, ki bo v vlogih tudi fizično čisto res kupil. Lansko leto sem si zastavil eno tako bucket list avtomobilov, ki jih želim imeti, pa ki jih ima lahko relativno vsak, v smislu, da to niso neki high-end avtomobili, ampak so pač eni taki avtomobili za navadne smrtnike. In ker se bližam 40 letom, sem se odločil, da si kupim svojega uradno prvega Mercedesa. In to sem tudi naredil, v petek sem ga zaaril, gre za V212, to je v bistvu po domač povedan razred E-Estate, 2014-letnik, 67 000 km in tak dober buy. AMG look, takole zgleda na slikah, približno takšen je, to ni ta avto čista, ampak približno takšen avto. Naslednji teden ga prevzamem, naslednji teden ostane vlog, kako sem ga kupil, zakaj sem se za njega odločil, zakaj se je na moji listi avtomobilov znašel, tako da boste imeli v bistvu tako eno celo sliko, zakaj počnem to s starimi avtomobili. Ti avtomobili bojo projekt, eni bojo z mano ostali le časa, eni bojo šli kar hitro naprej, tako da ja, to je tudi to, kar se bo ta let več dogajalo. Jaz upam, da ste zvedeli veliko tem o tednu. Teden je bil ful pester, tako je bil pester, tako je bil globok, tako je bil čustven. Pa veliko se mi je dogajalo, tako da jaz upam, da mi ne zamerite, da nisem za vsak segment posebej vlog naredil. Te svoje osebne stvari, torej osebne praznike, ki jih doma praznujemo s familijo, ne snemam prav rad. Deloma zaradi tega, ker so ljudje, ki vstopajo v to življenje, moje cene svojo zasebnost, jaz pa njihovo zasebnost, tako da imam malo s tem v bistvu potencialne težave, če vse posnamem, kar se nam dogaja. Tako da ja, no, zato mogoče teh kadrov pa teh stvari ni več v teh vlogih. Tako, jaz upam, da sem povedal veliko, zadost, če ste kaj izvedeli, se subscribite, nujno komentirajte, pa lajkajte, da gač teh videov noben že Bog ne vidi, če ni komentarjev,
ne gre to kamor, tako da hvala za ta support. Iz vaših komentarjev se največkrat naučim, kaj delam prav pa narobe. In v bistvu prav komentarji in vaši osebni maili mi dajejo zagon, da stvari počnem naprej, pa bolj tako ena na ena. Tako da to je to. Vidimo. Bye. Tako, na najbolj ikonični razgledni točki, ki je pa sicer vreme Evo, veter se je umiril, ikonični Eiffel stolp 1889 leta, 130 let stara reč, ki pa še vedno navdušuje čisto vse, ki ga vidijo prvič ali pa ki ga vidijo desetič. Na nek način must, če greste v Pariz, zato ker moraš videti kaj več, kot to pravzaprav ni treba. Ja. Tako dobro. Tako, zanimiv mest. 2 milijona 300 je avtohtonih, torej Parižanov iz centra, pa približno tam 10 milijonov, ki vsaj tam prihajajo v ta center, oziroma 8 uradno, ampak naj bi bile te migracije tam do 10 milijonov. Tako da je kar precej zanimiv. Mi bomo probali iti gor. Če zares po mojem danes daleč od tega, da bi bil idealen dan, da gremo gor, ampak gremo pa vsaj pogledati, koliko to stane, pa da vidimo. Mogoče je pa poseben dan, ker gor po mojem pol pita. Tako snežika pri norcih. Je pa tako, da sem prvič v life, lej. Wow. Spodaj pod njim, ker je bilo vedno nekaj zaprt. Ali pa so nekaj prenavljali. Tako nekako zgleda ta lift. Kje ste? Just checking your magnet. Gremo ven, ne? Ja. Tele bo res upihal. To je pa third level, je pa ta zgoran čisto. Evo, smo na drugem nivoju, zato ker je tretji nivo v bistvu zaprt zaradi prenove, ampak tudi tole čez ok. Tako da če si tukaj, moraš definitivno to pogledati, kaj se splača do drugega nivoja, to je te v bistvu največje spleščadi. V bistvu nekega podnožja je cena 16 evrov, kar je cool.